Nina Sangava-Hmeljak v Sloveniji živi že od rojstva, del šolanja pa je preživela v mestu Kokubo na Japonskem, od koder prihaja njen oče. Pravzaprav sem šla večkrat na Japonsko. Dvakrat pa v prvem pa drugem razredu sem šla pa za nekaj časa v šolo. Ko se je po prvem letu vrnila z Japonske, je skoraj popolnoma pozabila slovenski jezik, zato je drugo leto pisala blog v šoli. V njem pravi, da je šola na Japonskem težja, počitnic manj, učenci pa nosijo uniforme. Tam šolo začnejo aprila, avgusta, maja počitnice za samo en mesec. Drugače pa tam je tudi več domačih nalog. Med slovenskimi počitnicami Nina še vedno obiskuje Japonsko. Razlike med državama pa niso samo v načinu šolanja. V Sloveniji je manj vlage kot na Japonskem, pa tudi malo bolj hladno je. Z japonsko kulturo ima stik vsak dan, saj po televiziji spremlja japonske programe, trenira karate in riše v stilu japonskih stripov. Tako se nam po japonsko predstavi. Watashi no namae wa Nina desu. 11 歳です. Od malih nog govori 3 jezike. Z mamo se pogovarja v slovenščini in italijanščini, z očetom pa v japonščini. Marsikdo sicer obvlada več jezikov, a malo je takih, ki lahko tako kot Nina v sebi nosijo več svetov.